krošnjami je ostajalo jutro. Prvi sončni žarki so obsijali mravljišče pod veliko smreko in prebudili življenje v njej. Druga za drugo so se v ravni vrsti mravlje podale po svoji običajni poti in se otovorjene vračale nazaj v svoj dom. Druga za drugo po isti poti in nazaj. Le mravljinec Tristan jo je vsak dan ob zori popihal iz vrste v popolnoma drugo smer in se šele ob prvem mraku vračal nazaj. Ostale mravlje so ga gledale po strani, se zgražale in ga obrekovale. On pa se je vsakokrat samo nasmehnil, se zaprl v svojo skromno celico in dolgo v noč pisal v zveščič, ki ga je hranil pod blazino. Kaj se mu je dogajalo vsak dan? Zavideli so mu. Skoraj vsi, saj je bil posebne sorte. Naslednji dan se je mravljinec Tristan zopet izognil vrste, tokrat so ga zalotili in mu povedali, da si mora poiskati drug dom. Žalostno je taval okoli, saj je vedel, da ga nihče ne mara in da bo ostal sam. Celo podzemno pot je vpil: sam sem, sam sem. Nato sreča Krta, ta ga pa vpraša: kaj pa je, Tristan, in zakaj si tako žalosten? Kaj? Žalosten? Ne, vesel sem. Sem svoboden. Samo zamislil sem se, da cena tega je sedaj, da sem sam. In spoznal sem, da nočem biti sam. Sedaj moram poiskati prijatelje, ki bodo isto misleči in z mano. Ni potrebno, da imajo isto mišljenje, raje bodimo to, kar si. Tako je Tristan upošteval Krtkov nasvet ter popihal nazaj v svoj stari dom. Vsi so ga začudeno gledali, le kaj počne tukaj, in eden od njegovih bratov ga je vprašal: le kaj počneš tukaj? Saj veš, da je potrebno biti tak kot vsi ostali in upoštevati nadaljnja navodila. Tristan je 3-krat vdihnil in mu rekel: jaz sem to, kar sem. Od sedaj naprej boste upoštevali moja pravila in me sprejeli takšnega, kot sem. Vsi so začudeno pogledali in rekli: seveda, sedaj nosiš ti glavno besedo, si posebne sorte in od tega trenutka te sprejmemo takšnega, kot si. Samo, kje si se pa tega naučil? Veš, ko ste se vi zarotili proti meni, sem naletel na osebo, ki mi je odprla oči, in to je Krt, stari dobri Krt, prijatelj, ki zna pomagati, ko si v težavah.